Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi naredil čist kratek video o trmastih Slovencih. Mogoče se kdo v tem videu prepozna, mogoče kdo pozna koga, v glavnem veliko nas je. Ravno sem prebral članek o neki slovenski atletinji na olimpijskih igrah. Nastopi ni preveč uspel, pravi, da jo na tekmovanjih zagrabi krč in nekako ne more funkcionirati na nivoju, kot bi si želela. In potem njen komentar je: najprej moram vse skupaj prespati, moram se sestaviti, potem moram pogledati, kaj se je dogajalo in potem bom videla, kaj bom naredila naprej. Kako tipično slovensko. Sama moram stvari pogledati, sama moram videti, kaj je šlo narobe, sama moram. Okay? Glejte, dejansko problem je, sprememba v našem življenju se lahko zgodi samo, če nekaj novega pride v naše življenje. Novo znanje, nov pogled na življenje, nova perspektiva. Ko poslušam to športnico, nikjer nisem slišal: obdala se bom z novim strokovnim štabom, vprašala bom nekoga za nasvet, kako bi lahko mogoče drugače delala. Saj poznamo tisto definicijo neumnosti. Neumnost pomeni, da delamo iste stvari in pričakujemo drugačne rezultate. In problem v našem življenju je, da ko neke stvari ne vidimo, jih ne vidimo. Ker, gledajte, ko imam jaz nek problem v življenju, v ta problem sem padel zaradi mojega znanja oziroma mojega neznanja. In tega problema zagotovo ne morem rešiti na nivoju, kot se nahajam v tem trenutku. Če hočem ta problem rešiti, moram dobiti nov input v moje življenje, novo znanje, novo informacijo. In dejansko to je mogoče samo en primer našega slovenskega trmarjenja. Mi hočemo vse sami, jaz hočem priti do rezultata. Če vprašam koga za nasvet, je že problem. Kaj si bodo pomislili? Jaz potrebujem pomoč. Jaz nekoga sprašujem. In jaz ne morem sam tega narediti. Kako se prvič jaz soočim s tem? Kako bodo moji sprejeli, da jaz sprašujem in prosim za pomoč? To je dejansko, nažalost, zelo globoko v slovenskih koreninah. Glejte, nasvet, ki ga želim dati iz tega je: če ste v neki situaciji in dejansko ne vidite poti ven, to pomeni, da ne greste že ven, potem je čas, da dobite novo perspektivo, novo znanje, novo informacijo. In ne se bati vprašati, ne se bati koga poklicati, ne se bati prijaviti na kakšno delavnico. Seveda lahko začnete z neko knjigo. Skratka, nekaj novega mora priti v vaše življenje. Tako da, če hočemo, da se nekaj spremeni v našem življenju, se moramo mi spremeniti. Mi smo ključ do spremembe in čas je za akcijo. Ostanite čudoviti, postavite sebe na prvo mesto, želim vam en čudovit dan in do naslednjič.